okolje in jaz sem lanskali tamle nekako nekaj improviziral z enim govorom. Jaz mislim, da je letos prišla dejansko zadeva, da moramo to v takem smislu govoriti, da od dvojkota vedno nekaj povemo in se ga lepo spomnimo. Danes s tenisom prvega vzporedja, bom to tudi povedal, 1. avgusta ponovno na Kamniško sedlo, ob 8. od spodaj v Kamniški Bistrici zbor in gremo pogledati, kje smo lani pač ta obeležja postavili in se bomo potem prikupili v Zlati kaplji ob enem kosilu še kaj povedali. Jaz mislim, da Vojko zasluga se od tega nekaj pogovorimo. Partnerji teniški in tako naprej sem še kar postavljali. Letos ima Tomo in bi Tomo tu predal besedo, da nekaj Vojko popove. Hvala lepa za besedo. Mene so zadolžili, ne bom na pamet, mene so zadolžili oziroma mi je prijetna dolžnost, da tole naredim jaz tole. Pozdravljeni prijatelji, 2 leti je že minilo, ko me ni več med vami, pa vidim, da ni prav nič drugače. Vidim, seveda vas vidim, oddalec sicer, ampak vse imam pod kontrolo. Sicer me Svet Peter še ni spustil čist na vrh, ampak kot ponavadi sem že našel zveze. Zelo sem vesel, ponosen in srečen, da se me še vedno spomnite, da so moj spomin dobite takole na tenisu ali na pikniku. Zaradi mene to lahko imenujete memorial ali pa kako drugače, ampak važno je, da vsak, ki je tu ve, da je to druženje v čast in spomin name, na Vojkota ali Hekija. Kakor že hočete, na tistega Hekija, ki je bil do konca predan športu, posebno košarki, pionirski, mladinski, članski in tudi ženski, ko je bilo potrebno. To sem bil tisti Vojko, ki sem sestanke in skupščine KZS naredil zanimive in neskončno dolge. Vojko, ki je na koncu vendarle skoraj vedno imel prav. Vsaj tako trdim jaz. V prostem času smo najmanj enkrat na teden igrali tenis. In prav zato me veseli, da je tenis vključen na teh srečanjih. Prvi na svetu sem odigral znamenit udarec, ki se imenuje po meni. To je bila močno zavita žoga, ki je padla tik za mrežo. Sreči nasprotnika se mi šravba skoraj nikoli ni posrečila. No, le pojdite se zabavati ali igrati. Moji tenisači so na kupu, kar vidim vas. Vlado in Tomo mi je letal v Heliosu, Sergej je ravno kar v pol ure pridrvel iz Maribora in bi rad že serviral. Ko mene ni bilo več, je bil 4. vedno problem. Kuki ponuja golaš in ostale dobrote, sodniki so končno odločili piščalke in naročili cviček. Roman se vrti okoli odojka, Zoki in Glajbe slavita prvenstvo. Franci ponuja majice, močno shujšani Tonček se skrivaj baše čokolado, Kobi pa ima raje kaj tekočega. Pa kaj bi našteval, preveč nas je. Zelo bi bil vesel, da se imate fajn, da se spomnite name tudi med letom in da se ob 3. obletnici spet vidimo. Vaš Vojko. Vojko, zdravje! Ona ni skušal! Ona ni skušal! Ona ni skušal! Kaj ne? Ne, večer je čokolade, za ga ne vidi. Na 2 letih se mora skrivati, to je pa res. Jaz rekel, da nešto malo bolj.